Takole, 10. naloga, bo pa statistika. V podjetju imam plačo 750 evrov en zaposleni, plačo 820 evrov dva zaposlena, plačo 1050 evrov 8 zaposlenih, plačo 1820 evrov en zaposlen in 4200 evrov en zaposleni. Izračunajte mediano, modus in aritmetično sredino plač zaposlenih v podjetju. No, zdaj mediana, modus pa aritmetična sredina. Mogoče bi si napisali te plače, a ne. Imamo zdaj enkrat po 750 evrov, dvakrat po 820, osemkrat po 1050 evrov, potem pa spet enkrat 1820 pa enkrat 4200. Gremo na primer mogoče najprej modus. Modus oziroma po slovensko mu rečemo tudi gostiščnica. Ta nam pove, kje je največ istih vrednosti, se pravi, katere vrednosti je največ. In pri nas je največ tehleh z 8 plač, ne. In dobimo zdaj naš modus 1050, se pravi, največ jih ima 1050 evrov plače. To je gostiščnica, modus. No, potem gremo na aritmetično sredino. Aritmetična sredina oziroma povprečna vrednost je, seštejemo vse in delimo s številom vseh vrednosti. To pomeni, označimo x povprečje s tako x pa črto gor in damo ulomek in na ta ulomek napišemo. Imamo enkrat 750 plus dvakrat 820 plus 8krat 1050 plus enkrat 1820 in plus enkrat 420. Okej? Koliko pa je vseh zaposlenih v podjetju glede na tele plače? Ja, imamo 1 pa 2 sta 3 pa 8 je 11, 12, 13 vseh zaposlenih. Oziroma seštejemo vse frekvence, kolikokrat se je pojavil, ne. 13, ne. 13 pride od 1, 2, 8, 1, 1, ne, in to vse seštejemo. 3, 11, 12, 13. Je 13, okej. In zdaj moramo vse to vnesti v kalkulator. Vidim zdaj, da kalkulator prekriva vse skupaj. Pa bomo vseeno zdaj tukaj si na kalkulatorju pogledali, ne. In sicer imamo 750 plus 2 krat 820 plus 8 krat 1050 plus 1 krat 1820 pa plus 1 krat 4200. Zdaj, večina kalkulatorjev že zna računati, tako da upošteva pravilni vrstni red. Če se slučajno zgodi, ne, da ocenite, da vam kalkulator ne zna tega, potem morate najprej vse pomnožiti, potem šele pa sešteti. In smo dobili, vse skupaj smo dobili 16.810. Se mi je zdelo malo premanj. Tako. In x povprečna je potem, vse to še delimo z 13, torej deljeno s 13 je, in dobimo 1293 evrov. Približno, ne. Okej. Kalkulator nas je zapustil. Ne zdrži dolgo z nami. In zdaj poglejmo,
Kaj se dogaja pa zdaj tule pri, kaj že imamo, aritmetično srednjo imamo, modus imamo, potrebujemo še mediano. Mediana je pa v bistvu središčnica, prav res na sredini vrednosti, in zato si moramo napisati vse vrednosti, tako kot se pojavijo, ne. Najprej 750, potem 2 x 820. To se da tudi bolj na pamet premisliti, ne, ampak mi bomo zdaj šli kar na roke. Zdaj pa moram 8-krat to napisati, ne. 5 nič, 1 nič, 5 nič, 1 nič, 5 nič, imamo zdaj 1, 2, 3, 4, 5. Tukaj se seveda lahko zmotite, in če so številke večje, morate oceniti, ne, malo jih odštevati sem ali tja. 1, 2, 3, 4, 5, 6 in še 2-krat. 7 in 8, potem še imamo pa 1820 in 4200. Takole, Zdaj pa malo glava napotna, ne. 1820. Tako. Zdaj pa, kaj naredimo, je, črtamo vrednosti. Eno na tej strani, eno na tej strani. 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 Eno na tej strani, eno na tej strani in tista, ki ostane, to je naša mediana. Če bi se zgodilo, da ostanete dve številki, na primer, da bi tu ostala 5 pa tu 7, potem ti dve števili seštejemo, 5 plus 7 in delimo z 2, pa dobimo 6. Je potem naša mediana, ne, se pravi povprečna vrednost teh dveh srednjih vrednosti. Dobro, poglejmo si še rešitve. Upam, da bojo. Takole, ne, to je 10., pravi imamo 1293,08 evra. Zapisali uporabo urejene vrste in dobimo mediana 1050, modus 1050. Še kandidat nikjer ne zapiše enot, se mu v celoti odšteje točka. Poglejmo, če se meni odšteje točka. Ne, pa imam tukaj enote, in sicer enote imam pri povprečni vrednosti. Bravo! In pri modusu, nimam pa pri mediani. Tu še pa moram popraviti. Vi tudi. Imamo takole evre, ne. Tako, gremo na naslednjo. Prišli smo do konca. Če želite ali morate videti več, si poglejte na moji spletni strani ninarazlaga.si ali pa se naročite na moj YouTube kanal. Se vidimo!